Živijo, lepo pozdravljeni na petek 20. februarja 2026 in za naslednji prispevek RPL Balkans bom naredil nekakšen povzetek z naslovom Komu zvoni in temelji na tekstih, ki jih je pisal pokojni Tonči Kuzmanič na Jadru in nekako gre za razliko, ki je on opisal med fašizmom in nacizmom, tako da si lahko ljudje malo bolj predstavljajo urediti to med totalitarizmi in nekakšno primerjavo med tega, nekakšno komparacijo bom naredil. Tukaj ne bo povezano z religijo, ampak mogoče se je kje dotakne, ker je dost dobro napisano in dost, kako bi rekel, intelektualno pronicljiv tekst. In takole gre, nekaj, kar se je ljudem še nedavno zdelo samoumevno in nenadoma postalo nejasno. Kot bi se pod našimi nogami premaknila tla, pa tega sploh nismo hoteli opaziti. In vprašanje, ki je priplavljalo na površje, je bilo preprosto, skoraj naivno, zakaj razen v Rusiji zmage nad nacizmom se ne slavi več z istim zanosom. Sprav, kam je izginila potreba po praznovanju ali kaj se je spremenilo v zadnjih, ne vem, koliko časa, 15-20 let, kaj povem. Mora se biti, da se je zgodilo nekaj velikega, ne? Nekaj, kar ni bil le politični premik ali sprememba generacij, temveč globli zdrs v razumevanju lastnih temeljev. Sprav, kot da ne razumemo več, na čem je sploh stal povojni Zahod, svet, ki smo ga imeli za svojega, zadrega, če je resnična, nekako ne more biti majhna, mora biti radikalna. Morda gre za eno ključnih zagad celotne epohe, v kateri smo rejeni, se pravi, epohe, ki se kljub nenehnemu govorjenju o napredku zdi, da drsi v nekam ki se pot v X-u nikamor pravzaprav, ne, kot je temu Kuzmanič rekel. Prav, ključno vprašanje se na to ne nanaša neposredno na preteklost, temveč na nas same, se pravi na človeštvo samo, ne, Zahod namreč. Ne. Kako današnja postmoderna družbena bitja, socialna bitja, ne govorimo o socializmu, govorim o družbi kot družbi in kot o družbenih bitjih, se pravi človeku kot družbenem bitju, ki se druži z drugimi ljudmi. Ne? Kako naj mi kot družbena bitja ljudje sploh razumemo zgodovino? Ne? Kaj mislimo, ko izrečemo to besedo? Zdi se, da jo razumemo skrajno poenostavljeno. Ne? Kot neprekinjeno napredovanje, kot nekakšno ravno črto la lineo, ne? Ki se uspenja, ne? Ki gre navzgor, kot gibanje, ki ga ni mogoče ustaviti in ki se širi v neskončnost. V dobi tehnike je to skoraj samoumevno. Če se stroji izboljšujejo, če produkcija raste, če finančni instrumenti postajajo vedno bolj dovršeni, potem mora napredovati tudi svet kot tak. Ta predstava ustreza zaprtim horizontom tehnične dobe, ki vse meri v učinkovitosti, rasti in razvoju. Toda prav tu se skriva slepa pega. Pravi, pozna družba, v kateri živimo, hkrati verjame v neustavljivi tehnični napredek in izgublja zmožnost, da bi razumela njegove posledice. Še več, izgublja zmožnost zaznati nevarnosti, ki jih takšno razumevanje sveta prinaša. Nevarnost ni nekaj, kar šele prihaja. Ne čaka v prihodnosti, že je tu, bila je tu. Se pravi, nevarnost ni v prihodnosti, ampak je tu in je bila tu. Ne? Tehnika, se pravi, ne le kot skupek strojev, temveč kot način organiziranja življenja, izobraževanja, ekonomije, medijev, zdravstva, je že rodila svoje skrajne oblike. Med njimi tudi fašizme in nacizme. Ti niso bili tehnično zaostali pojavi, temveč ravno nasprotno. Temeljili so na dovršeni organizaciji, učinkovitosti in natančnosti. V tem smislu niso bili zgolj zgodovinska anomalija, ki jo lahko odložimo na polico preteklosti, bili so vrhunec neke logike. Zato jih ne moremo razumeti kot lokalne, etnične ali nacionalne posebnosti. Res je, da so se udejanili v Nemčiji, Italiji, Španiji, toda njihova logika je bila širša. Vključila je skoraj ves svet, ki se je, odkrito ali prekrito, prilagajal globalnim trendom tehničnega napredka, rasti in razvoja.
Šlo je za planetarni premik, za uveljavljanje novega, tehničnega načina življenja. Ne le stroji, temveč nova ureditev sveta. Nova makro- in mikrologika organizacije. Nov tip človeka, ki si prilagaja tehniki in ji podreja vse drugo. To, kar je Hannah Arendt izmenovala totalitarizem, zato ni bilo zgolj vprašanje enega vodja ali ene ideologije. Führer je bil simbolna točka, okoli katere se je organizirala celota, a odstranitev vodje ne pomeni odprave logike. Ta lahko preživi celo v bolj razpršeni, na videz demokratične obliki. Na videz ali pa na nevidez, se pravi, v demokratični obliki je preživela in se udejanja danes ta logika, ki je katerim logična, katerim nelogična, se pravi, ilogična, irealna, kakorkoli že v demokraciji je logično to preživelo. Totalitarizem se pravi tako ni nujno vezan na en obraz ali eno stranko. Lahko se preobrazi v posttotalitarno obliko, avtomatizirano, tehnično dovršeno, decentralizirano, a še vedno prežeto z nadzorom, učinkovitostjo, upravljanjem. Namesto odkrite hierarhije dobimo zakrite strukture. Namesto enega centra dobimo množico vozlišč. Zato je nevarno misliti, da je totalitarizem zgolj evropski, zgolj desni ali zgolj etnični pojav. Ni ga mogoče omejiti na eno ideologijo ali eno geografijo. Njegova moč je ravno v tem, da lahko vase posrka tudi liberalizem, demokratične oblike in pa seveda svobodni trg. Vse, kar se kaže kot nasprotje totalnega gospodstva. V prejšnjem stoletju so bile njegove najbolj očitne oblike nacizem, fašizem in stalinizem. Toda podobne logike so delovale širše. V Španiji, na Balkanu, v delih Azije, Latinske Amerike, celo znotraj kolonialnih imperijev, ki so se imeli za nosilce civilizacije, in je težko prezreti, da je tudi pozno kolonialno gospodstvo, denimo britansko v Indiji, temeljilo na tehnično organizirani, nacionalizirani nadvladi. Če to drži, potem zmage nad nacizmom ne moremo več razumeti kot preprosto zmago dobrega nad zlim. Bila je to zmaga ene konfiguracije moči na drugo, ne pa nujno konec logike, ki je obe omogočila. In morda prav zato danes ne praznujemo več z istim prepričanjem, se pravi, mislim, da noben več sploh ne praznuje, ne zato, ker bi nekdo pozabil grozote preteklosti, temveč, ker slutimo, če tudi nejasno, da dediščina ni izginila, ne? Da živi naprej v tehnikah upravljanja, v obsesiji z učinkovitostjo in v veri v neskončno rast. Vprašanje torej ni le, zakaj ne slavimo več, temveč ali sploh razumemo, kaj je bilo premagano in kaj je ostalo. Pravi, to je vprašanje, ki se ga nedvomno moramo zastaviti, ne? Zakaj nekje se ne praznuje praznikov takšnih, ki bi se rado, in zakaj se praznuje druge praznike in zakaj bi nekateri, da se praznuje, no, da bi imeli, da je vsak dan praznik in da je treba slaviti vse praznike. Mislim, lahko pa praznujemo, mislim, pa sam praznujemo, ne, so pa sam kruha in iger in ne vem, pač, če se komu to zdi smiselno, zakaj pa ne? Kdo sem jaz, da bi sodil? Če kdo želi praznovati vse dneve, prav, bomo pa praznovali. Sam nekaj zelo pomembnega je postalo povsem razvidno in je takšne narave, da se zdi, da bi utegnilo biti vredno resnejšega premisliti. Se pravi, vprašanja, ki so priplavljala na površje, so zakaj več dokazljivo, pač nekako ni več to moč razumeti drugače, kot sem razložil. In tisto, kar je pri vsem tem v zvezi s totalitarizmom nemara daleč najtežje razumeti, je dejstvo, da ZDA pri tem nikakor niso ostale nedolžne in zunaj tovrstnih historičnih procesov, kot se zdi v perspektivi PR-ovsko oblikovanega posttotalitarnega miselnega okvira in prečiščenega pač Big Brother zgodovinskega udobja, prav za ZDA velja radikalno nasprotno, čeprav je vse skupaj še vedno razmeroma slabo raziskano in premišljeno. Denimo, New Deal ima še kako upraviti s tem, kar je totalitarno, le da ne na način Hitlerja ali Mussolinija. Ne nazadnje se prav v ZDA razvije menedžerska revolucija, oziroma tisto, kar se je takrat zgodilo, je bila menedžerska revolucija, ki je še danes ne razumemo zaradi nenehnega čivkanja o kapitalu in kapitalizmu, po narekovajih se pravi. To pomeni, da ne razumemo, da je takrat v razliki od do Evrope, kjer so harali totalitarizmi,
v ZDA zmagalo posttotalitarno. Če temu ne bi bilo tako, potem v ZDA po vojni ne bi mogel zmagati mccarthyizem. Se pravi, pravzaprav sploh ne bi bil mogoč, prav tako ne bi bil mogoč atentat na JFK-ja, vsi fenomeni v zvezi s CIA in bratoma Dulles v smislu tako imenovanih Deep Society ter celotna sistematika Deep State-a oziroma globokih združb nasploh, brez takšnih še nepremišljenih strukturnih revolucionarij ne bi bila mogoča niti poznejša zgodovina ZDA, ki nam prav zdaj udarja v glavo in preti samouničenjem. Mislim, ne to, da bi kdo želel uničiti, to je nekako, jaz bi se strinjal, da je to samo uničujoče, nekako samo uničujoča logika, ker nekako se to temelji na temeljih, da gre naprej v tem smislu mašinerije in prav, zakaj pa ne, ampak ni pa to, da bi rekel, da ni samo destruktivno. Če se kdo ne strinja, povejte v komentarjih, če to ni vsaj malo samo destruktivno, razložite mi, kako da ni. Sprav Reagan, družina Bush, ne nazadnje, tudi Trump ne bi bil mogoč, ne bi bil brez vseh teh fenomenov, bi bil, povejte mi, kako. Kdor hoče resno zajeti v mislih postmoderno zgodovino ZDA, se bo nujno soočil z vprašanjem posttotalitarizma, ki je edino, kar nam danes lahko pojasni, s čim imamo opravka čez lužo, čez Atlantik, tudi v smislu razlik glede na druge dele sveta. Poskusimo pri tem slišati vsaj naslednje, za današnjega Trumpa je dobesedno samoumevno in naravno misliti, da je odločanje o vojni, se pravi decizionizem, denimo v Afganistanu, Iraku, Libiji ali Iranu, njegovi predsedniški pristojnosti. Tako se razume republikanizem in ZDA kot republiko, podobno je bilo v času Nixona, se pravi Južna Amerika, Afrika, pozneje Vietnam, na sorodne načine sta razmišljala oba Busha, to velja tudi za demokrate. Poanta je v tem, in to je v tehnološki dobi naše lastnosti izjemno težko razumeti, ker je v narekovajih naša, da stvar sploh ni odvisna od razmerja levo-desno. Ni, ali levice ali desnice, se pravi tako imenovanih liberalcev, demokratov, laboristov in trojicev, nasprotno, gre za nekaj, kar to presega in je dobesedno splošna lastnost vsakokratnega sistema reda in ureditve dobe 20. stoletja. To seveda velja tudi v Sloveniji, Slovenija ni izjema, prav tu je locirano tudi tisto, kar danes v narekovajih vsi razumejo, da na volitvah se razume, vsi govorijo isto in da tudi v narekovajih isto vsi počnejo. In da v narekovajih nima smisla iti na volitve, saj je itak vseeno. Prav to vseeno in v tem vsebovano obče je tisto, s čimer imamo danes opravka in nima nobene zveze s tem, ali je kdo levičar ali desničar. Mimogrede, biti levičar je odločno premalo. Da se nekdo reče, da je levičar, je nič ne pomeni. En reče, jaz sem pa levičar, pa jaz sem pa desničar. To nič ne pomeni, nobenmo. Ko se gre za vprašanje zmage nad, v narekovajih, zmage nad nekimi sistemi, se ne misli to vojaško in ne tehnično, prav tako ne ekonomsko ali tržno in podjetniško. In opravka imamo z nečim nepremišljenim, nerazumljenim, radikalno novim, postmodernim sistemom oziroma sistematiko, ki je ostala med nami že iz 30. in 40. let in se je nismo znebili, kot se nam dozdeva. Usodno je naslednje, tega se tudi ne moremo znebiti, kajti prav to je postalo naš nov način življenja. V smislu progresivnega, napredujočega, rastočega, razvijajočega se in v nas razvajajočega se načina življenja na množičnih osnovah in celo za množice. In če si preberete Gustav Le Bona, teorija množic, temu danes pravimo kaj? Demokracija. To, kar se je izoblikovalo v zadnjih desetletjih, je postalo zadeva naše kože, da smo v dobri koži ali pa slabi koži, v narekovajih. To je pozno družbenje, zombi družbeno bitje današnje dobe, to smo mi, to je humanizem, ne humanizem, to je človeštvo, komunizem je nekaj drugega, je bilo eno gibanje prej, zdaj je nek drug komunizem in to je to. In ne neka moda ali obleka, ki jo lahko oblečemo ali slečemo.
Tu nimamo izbire, to je to, kar in kakšni smo ujeti v ujme posttotalitarnega načina tehničnega životarjenja. Tega epohalnega, substancialnega, fundamentalnega ni mogoče odpraviti tako, da v narekovajih Hitlera spravimo v samomor. V narekovajih osvobodimo Nemčijo, saj ni šlo in ne gre za fizične okupacije ali fizikalije. Gre se za v narekovajih duh časa, za epoho in nov totalen, vseobsegajoč način življenja. Tega ni mogoče premagati na vzhodni ali zahodni fronti, na nobeni fronti, saj ne gre zgolj za vojaško vprašanje, nobeno stran sveta in nobeno fronto. Na ravni Nemčije je bilo to vidno celo oprijemljivo obstajati, sta domnevno dve vojski, se pravi, na ravni Nemčije je bila to zastarela redna SA in nova postmoderna SS plus Gestapo in tle se je treba poudariti, da se totalitarnega, s katerim imamo danes opravka v obliki posttotalitarnega, ne da odpraviti tako, da ujamemo v narekovajih nacistične zločince in jim sodimo, da prečistimo duše podložnikov, se pravi denacifikacija. Vse to so površinski ukrepi, ki sledijo temeljno nerazumevanje cele epohe, epohalnosti in konstitucionalnosti pojava totalitarnega. V resnici so to kot v narekovajih ukrepi za vrnitev v stanje pred drugo vojno. Se pravi, zavajajoči tehnopravni in družboslovni posegi ter menedžerske mere, predvsem pa nov posttotalitarni čvek, ki nas skozi prazne obete in obljube oddaljuje od resnega premišljevanja nevarne, vase sesedojoče se dobe, se pravi, mi kot ROPL rečemo temu pač poslednji časi, ne, končni poslednji časi in to je pač epoha, konec neke, zaključek neke epohe in to so te zaključni časi, jih lahko trežete. In ni se mogoče vrniti v čas pred veliko depresijo 1929 do 1932, pred špansko vojno, pred drugo svetovno vojno, pred Hirošimo in Nagasakijem. Ne da se izničiti vsega, kar je bilo storjeno in kar je postalo del nas oziroma to, kar so danes zahodni in drugi v narekovajih mi. Dejanja prejšnjih generacij nas hočeš noče silijo naprej v domnevno rast in obljube razvoja ter polne zaposlenosti. Prav v tem kvazi napredovanju, v tej megalaži je locirana tragičnost prometejske tehnične drže, ki je ni mogoče razumeti brez reznega izobraževanja, tega pa skoraj ni več. In to tragično je osrednje in odločilno, a ga danes ni mogoče razumeti ekonomsko, tehnično, pravno ali družboslovno. Glavni nosilci medijskega in akademskega blebetanja o napredku so prav takšni tehnično izobraženi kadri, ki so šolani natanko zato, da ne bi videli tragičnih dimenzij tega, kar je v teku in kar nas kot vrste dela odvečne ter nas izroča aparatom prihodnosti. Bistvo naše dobe je torej totalitarno. Hannah Arendt je ena redkih, ki je razumela, kaj se je zgodilo, je govorila o novi obliki gospodstva in ureditve. Pa ne narobe razumeti, pač, da sem jaz za kapitalizem ali pa da jaz sem za komunizem. Ne. Pač Hannah Arendt, pač Atlas Shrugged, če pogledamo film ali pa če si preberemo knjigo. Vidimo, da je Hannah Arendt prekleto dobro vedela, zakaj se gre, ko je govorila o novi obliki gospodstva in ureditve. In ta nova ureditev je epohalna in z njo imamo in bomo imeli opravka permanentno, ne začasno. Ne gre zgolj pač za novo ekonomijo ali produktivnost, temveč za nov tip totalnega postkapitalističnega gospodstva. Se ne govorimo o kapitalizmu. To ni več kapitalizem in prav to je totalitarizem. To je totalitarizem. Kapitalizem je nekaj drugega. Dogajanje 30 in 40 let ni bilo površinsko, ni bilo zgolj v prepričanih ali uniformah v tej ali oni vojski ali vladi. Šlo je za nekaj, kar je bilo totalno, globinsko in vseobsegajoče in takšno ostaja. V desetletjih tako imenovane hladne vojne je to postalo ne le sestavni del postmoderne dobe in vsake osebnosti, temveč tudi temeljna infrastruktura novega sistema in družbenega bitja. 30 leta so bila to
točka, ko se je nepovratno začela postmodernost. Ideja napredka, rasti in razvoja je bila in ostaja sprejeta kot edini absolutni sveti gral celotne kulture in civilizacije. To je tudi zame nekaj globoko primitivnega, naš tabu, tisto, česar ne smemo postavljati pod vprašaj, se pravi, lahko postavljamo, ne moramo, nimamo te možnosti, to je zapoved, to je meja našega razumevanja, to je nekako line razumevanja, to je to, tukaj lahko razumeš naprej, lahko, ampak rajš ne. Zato nimamo opravka z zunanjimi začasnimi pojavi, iz katerih bi se lahko vrnili v prejšnje stanje, ne moramo, Gre za nepovratne procese. Zgodovine ni mogoče spremeniti z reinterpretacijami in si ustvariti lepše sedajnosti. Kot v narekovajih obsojeni na napredek, se ne moremo vrniti ne stoletje, ne desetletje, ne eno leto nazaj. Ne da se dvakrat stopiti v isti potok. Ne gre, dragi moji, ne gre. In ni torej neobičajno, ne za mene, ne za vas, ne za nas. Tu smo se ujeli in to je tisto, s čimer imamo opravka. In na kar pač je treba opozoriti, da ta sila kompleksne, globoke, vseobsežne, vsemajoče, epohalne zadeve iz 30 let razumemo, v narekovajih razumemo, tehnično, medicinsko, površno in površinsko, kot nekakšen v narekovajih začasni prehlad ali v narekovajih malo težjo pljučnico. Potem pa rezoniramo takole. Bomo že dali malo močnejše antibiotike in potem bodo v narekovajih naše družbe normalno in zdravo ponovno povsem zaživele in še vse tja naprej do konca svojih dni, v narekovajih seveda. Počel je leonec in pravljice je bilo konec in živela sta srečno do konca svojih dni, kaj ne da. Žal pri tem ne gre za nič takega, to so pravljice za odrasle, ne gre se tle za bolezen, v narekovajih nekega bojda načeloma, v narekovajih zdravega telesa, pač pa za povsem novo, postmoderno, transhumanizirano telo, v narekovajih, ki ima nove bolezni in je v nekem fundamentalnem pomenu v celoti bolano, tako nagovarjali transhumanizirano in monadizirano, se pravi, v to, kako bi temu reklo, Šunja Murti reče temu singularnost, se pravi monad, mu so mu rekli gnostiki ali kakokoli, v eno, človek je eno in da je to bolano in prav pač kdo tretira, da je to bolano v redu, oziroma to telo je bolezen in životari, ja, še na nek način bolezni same, v smislu, da je bolezen tista, ki obvlada telo in ne obratno, se pravi, pogoj je, da bi bolezen obvladuje človeka, da je pač z vsemi je nekaj narobe, pač a priori. Bolano je med drugim, če govorimo po zdravniško, po medicinsko, tudi od slepote, zaletavosti, želje po družbenem, od prihodnjenja, neprejstva, družbenja, od tehnodvisnosti in vseh drugih oblik odvisnosti. Skratka, gre za način življenja bolezni, predvsem pa za odvisnosti način življenja, če je to komu bližje, ne gre se torej, če še zmeraj skušamo opisovati zelo težko opisljivo, kaj šele dopovedljivo današnjim pacientom, zato da smo tisto totalitarno po letu 1945 ali pa kakšne drugi letnici opustili ali pozdravili v narekovajih, da so v narekovajih učinkovali naši močni v narekovajih antibiotiki in da sedaj posledično živimo v narekovajih zdravo družbo ali pa v narekovajih open society, kot o tem čivkajo podžigovalci slepe religije naprejstva, se pravi progresive. Nikoli se ni prepetilo nič takega, se pravi, le plaši se neonske reklamne, prepričevalne, retorične, strokovne, akademske, so tiste realnosti, ki smo jih pač podedvali, ki smo jih fasali, ki smo jih dobili v kompletu, evo, tle so v škatli, odpri, evo, imaš. Ti imaš to, ukvari se s tem, kaj češ drugega delati, ne moreš, vediš. Ali nekoliko drugače, če poenostavim, tisto totalitarno se je prikrilo, se je zakamufliralo, se je zakameleoniziralo. Uniforme so danes drugačne, ali pa jih sploh ni več. Enormno se čivka o svobodi in sreči, v narekovajih, vsi pa hkrati vemo, da to ne drži. V tem je cinizem naše dobe, naše v narekovajih, kaj še me se biti, je cinično, ampak je res, ni res,
Povej mi, kako ni res, razlož. Blebeta se o demokraciji, v narekovajih, a vse bolj postane jasno, da je stanje faktov ravno nasprotno. Zaprav, če pogledamo dejstva, kaj je to, ne? Ni lahko imeti opravka s cinizmom, ko je vsakdo še naprej le še cinik. Tudi ni lahko, ne? Ampak so mi družbena sploh zmožni slišati in si predstavljati elementarno dejstvo tukaj in zdaj. Se pravi, skratka, nismo se naučili zakrivati in lagati le drugim, temveč predvsem samim sebi. Ne? Se pravi, hinavščina, sprenevedanje, dobesedno smo se odvadili pomniti, se spominjati, misliti in razumevati, razsojati in delovati. Vse to neudobno smo zlahka opustili in prepustili drugim. Ne drugi razmišljajo. Ne? Stroji, umeten spomin svojim tehnogospodarjem, policijam in armadam v narekovajih naših, sami pa le še uživamo v dobi svoje v narekovajih kulture. Namesto realnosti smo se poselili in hkrati razselili po virtualnosti. Namesto omejenega in zamejenega smo se kvazi v narekovajih naselili v brezmejnem, v bojda neskončnih neprostorih virtualnega, v katerem menda uživamo in ali smo tako smo naspidirani, v želji po posttotalitarno družbenem ter hlastanju po prihodnjem, po neskončnem. Se pravi, vse tisto, kar je nastalo v nekdanjih fenomenih 30. in 40. letih, se je od tedaj dalje kvečemo razraščilo in bohotilo. Nisem končalo v narekovajih zmago nad nacizmom. Saj ni šlo, kot se varljivo zdi, zgolj za uniforme, puške, topove, tanke ali čivkanjem o Tretjem rajhu. Nasprotno. Natanko tisto, kar je prišlo v igro s fašizmi in nacizmem, se je po tako imenovanem padcu in uniformirancom in nastopu miru po koncu Tretjega rajha šele začelo razraščati in napredovati, podobno kot napreduje rak. Ne? Drugače rečeno, to je tisto, kar je bilo v narekovajih spodaj ali v narekovajih zadaj za vojskami in premaganimi uniformiranci, kar se je redefiniralo v nekaj povsem neupravljivo, sprejemljivega, udomačenega, liberaliziranega, zaželenega in posttotalitarnega. In še natančnejši. Sami smo se, dan današnji mi, nismo isti kot generacije, ki so se bojevali z nacizmom, redefinirali, pravzaprav prilagodili in podredili smo se ter zdaj bojda varno životarimo nov način posttotalitarnega, postnacističnega, postfasističnega, postustaškega, postbelogardističnega gospodstva in to pomeni, kar je postalo menda tako demokratično in svobodno, da vsega tega skupaj niti ne zaznamo več kot kakršnokoli breme, težavo ali problem. Vse je postalo običajno, v narekovajih, normalno, v narekovajih, ponavljajoče se in vse služabniško. Zaprav služabnik ne razume, da je služabnik, saj bi s tem prenehal biti to, kar je. In fikcija demokracije ter svobode, ki jo životari, bi se nemudoma razcefrala. Se pravi, če rečeš nekomu, ti si pa služabnik, razumeš to? Nekdo ne razume, je užaljen, če mu reče služabnik. Vsi smo služabnik, ampak nekdo životari, ampak je še zmeraj služabnik. Kaj češ drugega biti, če životariš, a si kaj več? Nisi, to je problem razumeti. Marsikomu, zrelim ljudem, mislim zrelim, pač tistem, ki razumejo, bom rekel, lahko tudi niso zreli, pač nekdo razume, v čem je poanta in razume, če ni zrel, nekdo mu pa, ki je mislil, da je zrel, pa tega ne razume, je pa problem razumeti. Se pravi, skušajmo to nekako upoštevati, skušajte pri prihodnih razmišljanjih, če zmorete in seveda, če si upate. Šele na takšnih točkah se začne resno mišljenje, razumevanje, razsojanje in politično delovanje, in se pravi, ali pa razmišljujoče delovanje, ali pa da lahko sploh imaš kakšnokoli intelektualno debato o čemerkoli. Brez tega smo dokončno podružbeni, posttotalizirani in zaslužabljeni, posttotalitarizmi brez PR-ja in nadzora uma, se pravi, manj kontrola niso mogoči. Se pravi,
PR in nadzor uma se nista zmanjšala v primerjavi z nekoč, nista se znižali v nekovajih dozi PR-7 od časov Hitlerja, če se vam morda tako zadozdeva, se pravi velja radikalno nasprotno. Doze so eksplodirale, prijemi poneumljanja pa so postali mehki, soft, v narekovajih lahko užitni, sladkobni in posebej učinkovito zapakirani. Zlasti v najbolj razvitih deželah sveta, se pravi v ZDA in torej na zahodu. Razvitost se danes meri tudi po tem, kako razvito je tehno poneumljanje podložnikov. V času splošne politične nepismenosti, ki je hkrati rezultat in predpostavka vsake posttotalitarnosti, so ti mehanizmi izjemno učinkoviti in se nam zlahka prikažejo, kot da jih ne, torej kot svoboda, sreča, enakost in celo demokracija. Ne pustite se poneumljati, zadeve so skrajno resne. Tudi ti si tisti oziroma tista, ki mu oziroma izzvoni. In s tem bom jaz zaključil, upam, da nisem bil predolg, upam, da vas nisem preveč dolgočasil. Po besedah Ernesta Hemingwaya, komu zvoni, če ste gledali Zombieland, gledajte ga še enkrat. In upam, da vam je bil tekst všeč, če vam ni bil, mi napišite v komentarjih in se slišimo v naslednjem prispevku. Živijo!